En lep pozdrav, torej, kot vedno, vsakomur posebej in vsem skupaj. Hvala, ker ste ponovno z nami. Preden predstavim gostjo, bi rad imel en kratek nagovor, tokrat resnično kratek, ker bi neke svoje sklepne misli vendarle prišparil za sam konc. Bi pa, preden sploh začnemo, se zahvalil vsem vam, tako v imenu Slovenskega mladinskega gledališča, kot v imenu naših gostov, pa tudi v svojem imenu, vsem vam, ki gledate Deželo pridnih in ki jo predvsem tudi delite na družbenih omrežjih. Zadnje čase smo imeli veliko ogledov, veliko delitev, to nam veliko pomeni in je prav, da to tudi povem oziroma se vam zahvalim. Po drugi strani to nam daje tudi energijo in neko prepričanje, da sledimo tej začrtani poti, namreč da sem povabimo goste in gostje, ki lahko iz prve roke izpričajo o stvareh, ki se odvijajo v naši družbi, pa niso toliko znane. Ne? Recimo 2 deželi pridnih nazaj je Bogdan Lipovšek, marsikaj povedal o Počivalškovem ustanavljanju Slovenskega turističnega holdinga, katerega namen po vseh indicih in informacijah, s katerimi razpolagamo, je postopna razprodaja slovenskega turističnega premoženja, zraven pa seveda, da se določenim ljudem omogoči, da v žepe pospravijo par ducatov milijonov evrov. Kot rečeno, vsi indici na to nakazujejo. Prejšnji gost je bil Ivan Gale, to, kar je bilo recimo pomembno, vsaj meni osebno, ko sem to nekako analiziral za nazaj, je bilo to, da tudi, če sva z Ivanom povedala že kakšne stvari, ki so bile povedane že lani, so pa ponovno aktualne zaradi poročila Računskega sodišča, je bilo dobro to, ker ljudje, ki smo ga gledali in poslušali, smo ga lahko tudi začutili. Smo lahko začutili in na ta način malo bliže spoznali osebnost, posebnost pravzaprav njegovega karakterja in razumeli, zakaj je pravzaprav dal ven vse te informacije, ki jih je dal. In v tej luči oziroma v tej smeri nadaljujemo. In na tej točki pozdravljam, pa upam si že reči prijateljico, Marjano Hönigsfeld, to te nikoli nisem vprašal, prostim, ampak Marjano Hönigsfeld-Adamič. Zadrega pri priimku zaradi tega, ker ona je Marjana, jaz sem Erik, tako da kot vsi gosti do zdaj se bova tudi midva tikala. Gre za biologinjo in eno naših najvidnejših in najbolj angažiranih naravovarstvenic, kar jih imamo. Spet boste lahko iz prve roke slišali marsikaj zanimivega, v tem primeru o različnih naravovarstvenih kampanjah, ki potekajo v Sloveniji in pa o pritiskih, ki jih doživljajo naravovarstvenice in naravovarstveniki, organizacije, kampanje in tako naprej. Mislim, da tako podrobno, kot bova danes spregovorila o teh stvareh, ni bilo še spregovorjeno v javnosti, vsaj ne tako dolgo, na tak dolg način recimo. Lepo pozdravljena, čakaj, sem ta mikrofon bolj sem. Če si opazila, sem v tem uvodnem nagovoru več govoril o drugih ljudeh kot pa o tebi, kar zna biti sila nenavadno in potencialna zadrega, ampak to je namerno bilo tako zaradi tega, ker bi ti prvo vprašanje, ki bi ti ga postavil, je o tebi. In da ne rečem zdaj, a se nam lahko predstaviš, bi ga drugače zastavil in sicer, a veš, ta stigma je mogoče malo groba, preostra beseda, ampak ta stigma, ki jo velikokrat lepijo ljudje na naravovarstvenike, da so to zasanjani ljudje, predvsem romantično razpoloženi, objemali bi drevesa, oziroma tako kot si ti v enem od mailov sarkastično napisala, ki zaradi enega metulja ne bi dovolili izgradnje obvoznice in tako naprej. Ampak dejstvo je, da pač naravovarstvenice in naravovarstveniki ste primarno bojevnice in bojevniki. In tukaj bi ti zastavil vprašanje, če nam lahko na podlagi svojega življenja in življenjskih izkušenj pravzaprav poveš, kako čutiti naravo, zakaj je pomembno čutiti naravo, zakaj je pomembno videti naravo in gledati v prihodnost? Ja, hvala za to iztočnico. Pozdravljen, Erik, tudi ti in vsi gledalci in gledalke, seveda te oddaje. Zelo sem vesela, da si me povabil v to Deželo pridnih. Bom poskušala upravičiti ta sloves te oddaje.
Sem absolutno prepričan, tako da lahko kar, ja. Ja, kako prideš do narave, ne? Jaz sem pravzaprav pozno spoznala, kaj je tisto, kar me je peljalo ves čas v ta študij biologije, ne? Ker kot verjetno večina tistih najstnikov v gimnaziji razmišljaš o marsičem, kaj bi študiral, 1000 nekih možnosti je. Tudi jaz sem hotela nekaj čist drugega, slovenščino, filozofijo, vse sorte, bolj humanizem kot pa kot nekaj prirodoznanstvo, rečemo. Ampak vseeno me je nekaj potegnilo na biologijo in mislim, da sem se odločila prav, no. Zelo me je angažiral ta študij in v tem sem pravzaprav pozabila, da vse to izhaja iz mojega doma, iz mojega otroštva. Iz Litije sem doma, čisto ob Savi, tako da sem preživela vsa poletja, vse počitnice na Savi, to je bilo moje morje, drugega ni bilo potrebno. Tam smo lahko počeli, kar smo hoteli. In tudi smo se kopali, skakali z mostu, lovili ribe, se pogovarjali in se sončili na sipinah, ki jih zdaj ni več in tako naprej. To je nekako prišlo za mano zdaj v poznejših letih, ne. Ko sem študirala biologijo in ko sem se ukvarjala z biologijo, sem bila bolj predana samemu študiju, no, tako bolj res študiozno, sem tudi zelo dolgo študirala, ampak zato, ker sem bila ves čas s tem povezana in sem hotela vse stvari temeljito prebrati. In hvala Bogu, takrat smo imeli to priložnost. Zdaj te priložnosti ni več, ne. Bolonjski študij in vsi ti kampanjski izpiti in tako naprej. Opažam, da diplomanti znajo manj, kot so znali v mojih časih. Bolj ozko, manj ozadja imajo, no, pri tem. In ja, naravovarstvenik je ena taka, si čisto prav rekel, stigma, slaba v današnjem času. Tako je videti iz medijev, ne. Ekoteroristi celo in vse. Skratka, tukaj se meša cel kup nekih oznak in ljudje v glavnem ne vejo, za kaj gre. Tudi mislim, da je precejšnja razlika med kakšnimi organizacijami, čeprav se lahko imenujejo nevladne na tem področju okolja in narave. Ampak društvo je že po definiciji združenje ljudi, ki imajo enake interese. Ampak to je ljubiteljsko združenje. To ni profesionalno, tam noter so lahko ljudje najrazličnejših poklicev in prepričanj, ampak imajo to skupno točko, da imajo radi naravo, da se angažirajo nekako v tem varstvu okolja. Zavodi, neprofitne organizacije tudi, ne, imajo malo drugačno strukturo in zato tudi drugačno vlogo. Tukaj smo zaposleni večinoma, bom rekla, profesionalci, ne, v moji organizaciji, to je Inštitut Lutra, biologi, ne, ki tudi nekaj znamo, lahko tako rečem. In tudi vsakega, preden pride k nam, preizkusimo, če res zna. To ni odlagališče kadrov, kot je marsikateri javni zavod, kjer se sploh ne veš, koliko je ljudi v službi, delajo nekaj, kar ni jasno, kaj pravzaprav sploh je njihov output, ne. In ko pa je potreba, da je res treba nekaj narediti, je pa treba nekoga angažirati, po možnosti od zunaj, ne. Kje so potem vsi tisti strokovnjaki? Pri nas je treba znati stvari, poznati je treba zakonodajo z tega področja. Tudi varstvo okolja se razlikuje od varstva narave oziroma ohranjanja narave, kot je v zakonu, ne. Imamo zakon o varstvu okolja, imamo zakon o ohranjanju narave. To je sicer zelo povezano, si lahko že predstavljaš, ne, da je pač naše okolje je okolje, ne, naše življenjsko okolje, naš habitat.
od ljudi, ne? Če gledamo to stališča živalskih vrst, kar na vse zadnje smo. Narava je pa nekaj, kar živalske vrste, rastlinske vrste, ekosistemi, to obstaja tudi brez nas. Ne? In tukaj imamo močno zakonodajo v Evropi, ki dobro postavlja stvari, samo v praksi prihaja do tega, da se jih zlorablja, da se jih obide, da se jih skratka ne upošteva. Tudi slovenska zakonodaja je dobra. Ampak če bi mi delovali tako, zakone imamo zato, ker smo se zmenili, da bo neka stvar, neko področje urejeno tako in tako. Zato so zakoni. Ne zato, da se potem išče obvode in luknje in ne vem kaj. Ne? Skratka, vi ste, ko si omenila Lutro, Inštitut za varovanje naravne dediščine. Ohranjanje naravne dediščine, kot celo ime. Tam ste, kot si rekla, zaposleni oziroma delate strokovnjaki in strokovnjakinje. Vi ste ta stroka, ki jo zdaj recimo Vizjak oziroma Ministrstvo za okolje in prostor izpodriva iz relevantnih diskurzov, odločitev in tako naprej. Ampak preden prideva do teh točk, do teh pritiskov, groženj in tako naprej, za ljudi, ki morebiti ne vedo, Lutra je pravzaprav kaj? Ti si idejna vodja, soustanoviteljica, oziroma ustanoviteljica. Če nam lahko prosim predstaviš, da nam bo to izhodišče za nadaljnjo debato. Ja. Lutra v latinščini pomeni vidra. In po tej živalski vrsti je naš zavod dobil tudi ime. Čisto zavestno, jaz sem se s to vrsto ukvarjala že pri moji diplomi. Prišla do tega, da zelo malo o njej vemo, je pa to naša avtohtona živalska vrsta. Takrat, ko sem pripravljala diplomsko nalogo, se ni vedelo o vidri praktično ničesar pri nas. Ne? Pa tudi po Evropi se je to šele oblikovalo, pravzaprav ta skrb za vodne ekosisteme in vidro s tem povezano. Ne? In jaz sem se odločila, da bom potem, ko sem izgubila službo v založbi, se vrnila nazaj k svojim koreninam, da rečem, biološkim. In da bom delala v naravovarstvu. To, kar sem že zraven svojega rednega dela počela, ampak seveda v prostem času je to zelo amatersko, ne? Se ne moreš temu tako posvetiti. Potem sem pa ustanovila Zavod za ohranjanje naravne dediščine s tem imenom, ki se je posvetil tej živalski vrsti in njenemu življenjskemu okolju. To je pomembno. Živalske vrste ne moramo varovati same, ex situ rečemo temu, ne, recimo v živalskem vrtu, v kletki, se žival preživi, ne, tudi lahko dobro skrbimo zanjo. Ampak to ni to. Žival rabi svoje naravno življenjsko okolje, rabi partnerje, rabi neko številčnost svoje vrste, tudi zato, da lahko obstane vrsta v naravi, kjer ima tudi svojo vlogo. Absolutno. In to sem hotela ljudem približati. Vidrino življenjsko okolje pa so celinske vode, reke, rečice, potoki, jezera, ribniki. Čeprav ribniki običajno niso naravnega nastanka, ampak tudi tam živi. Zdaj pa sem že povedala, s čim se pravzaprav na našem zavodu ukvarjamo. Ne? Z vodnimi ekosistemi in njihovo biodiverziteto. Se reče, z vsemi živimi vrstami, ki te ekosisteme sestavljajo. Brez njih to ni ekosistem. Reka, kot jo pojmujejo tehnično, predvsem elektrostroka, gradbena stroka, je pač voda, ki teče in oni na to gledajo, poglej, koliko vode teče tukaj mimo v prazno. A ni škoda? Vsak trenutek bi lahko ta voda tekla skozi turbine in dajala električno energijo. Ampak reka ni samo voda, reka je ekosistem in šele takrat je reka, ko deluje naravno v celoti z vsemi vrstami, ki tam živijo in ki tja spadajo.
In takrat lahko pričakujemo od reke tudi take ekosistemske storitve, kot zdaj rečemo v tem sodobnem ekonomskem jeziku, vsem dobrim stvarem, ki prihajajo od nekega ekosistema, tokrat od reke, ne. Od tega, da nam zagotavlja pitno vodo, to je verjetno za nas najpomembnejša ekosistemska storitev, ne. Pa da je transport, včasih so prevažali se samo po rekah, tudi po Savi recimo, ne. Ni bilo še železnice, ni bilo cest, zato so mesta, naselja nastajala ob rekah, ker je reka povezovala ljudi in njihovo trgovino, ne, pravzaprav z blagom. Tako da to je tudi ena zelo pomembna funkcija. Potem daje nam hrano, ne, ribe in še kaj drugega in zagotavlja klimo, tako širšo kot lokalno. Mislim, daje nam življenje, ne, v vseh oblikah. Recimo to, kar opozarjate velikokrat strokovnjakinje in strokovnjaki, je to, da voda je lahko vir obnovljive energije, ne pa rečni sistem oziroma reka kot ekosistem, ne. Če se prereže to reko, se na nek način prereže krvno ožilje, če hočemo biti malo bolj direktni in tako naprej, ne, da si lažje predstavljamo neke stvari. Ampak je pa ena zadeva, tukaj sicer ne bi rekel stigma, ampak je neka predstava v glavah ljudi, je bila do nedavnega tudi v moji glavi, namreč, da če si ti naravovarstvenik, pomeni, da boš avtomatično in takoj na drugem bregu, da rečemo, ne, kot pa interesi kapitala in tako naprej, kar velikokrat temu je tako. Nihče tega ne osporava, ne. A se je začelo s tem, da strokovnjaki opozarjate, da je voda obnovljiva, ne pa reka kot sistem? Ja. Ja, bom kar z te točke, kar zdaj tako nadaljeval. Samo voda, ne pa reka kot ekosistem, ja. No, to je pravzaprav to, kar strokovnjakinje in strokovnjaki tudi velikokrat opozarjate, pa se mi zdi, da gre mimo to dostikrat preslišano, ne, da voda je obnovljiv vir energije, je lahko obnovljiv vir energije, ampak ne pa reka kot rečni sistem, ki, če se jo prekine, se velikokrat pohabi ekosisteme v sami reki in s tem uniči življenje v reki in tako naprej. In vemo tukaj, da ne govorimo samo o rekah. Če recimo vzameva za primer eno od njih, in to je Sava, ki je naša največja, ne, s svojim porečjem in pripadajočimi ekosistemi tvori skoraj 11.000 oziroma pokriva skoraj 11.000 kvadratnih kilometrov, kar je več kot polovica Slovenije. Tako da, ko rečemo branimo Savo, je treba pravzaprav tu vedeti, da branimo veliko več kot samo eno reko ali pa en del te reke, ne. Preden mogoče preideva na samo kampanjo za Savo in sorodne kampanje, ki tako zelo jezijo to politično kasto, bi vseeno z eno stigmo odpravil in to je pač to neko, ni stigma, ampak prepričanje, ki je v glavah številnih ljudi, tudi v moji do nedavnega, in to je, da ste naravovarstveniki in gospodarstveniki nujno na dveh različnih bregovih. Velikokrat interesi kapitala niso v sozvočju z interesi ljudi ali katerihkoli ekosistemov in tako naprej, ne. Ampak v Lutri ste si pa že od samega začetka prizadevali za povezovanje z gospodarstvom, ne. Pa me zanima, če lahko za lažjo predstavo naših gledalk in gledalcev podaš kakšen primer. Ja, tle bi ti pritrdila, da pravzaprav smo na drugem bregu. Tudi če gledaš postopke presoje vplivov na okolje, zato so, da presodimo vpliv neke potencialne investicije, nekega projekta na okolje. Kako bo vplival? A so ti vplivi zanemarljivi in torej lahko gre projekt po načrtih, ali bodo tako veliki vplivi, da bo uničenega tam na tistem mestu neka naravna vrednota ali več njih ali ekosistem in je to nepopravljiva škoda, ne? In vse vmes seveda, ali se to da omiliti, ali se to da izravnati, zato so izravnalni ukrepi, poznamo več teh stopenj, ne?
Tako da ja, ta stroka naravovarstvena, to je danes stroka, to je danes poklic. To ni biolog, ki leta z metuljnico po travniku in lovi metulje, neka romantična predstava o tem. Danes je to poklic, za katerega je treba nekaj znati. Na vse zadnje, ravno za te presoje vplivov in za take PVO-je, rečemo, ne, skrajšano, za take postopke poznamo dodatek v primerih, ko se poseg nanaša na Naturo 2000, torej na to ekološko varstveno omrežje, takrat morajo sodelovati diplomirani biologi. To piše v predpisu. Torej je zahtevana neka izobrazba, določene smeri, zato da pač problematiko poznaš. Seveda pa ni rečeno, da nobena od gospodarskih družb ne bo imela posluha za varstvo narave. Zato je meni že od začetka, še ko smo bili, zdaj smo že 23 let Lutra, od začetka smo bili seveda precej sami, precej tudi jaz sama na začetku in sem razmišljala, kako se povezati na ta način, kako tudi na vse zadnje razširiti delovanje, kako biti znan, kako vse sorte vprašanja so se porajala. In ker smo veliko delali na severovzhodu Slovenije, v Prekmurju, mi je prišla na misel povezava z Radensko. Radenska kot takratna družba, ne, je absolutno morala imeti interes, da ohranja zdravo vodo. In to naravne ekosisteme se od tam črpajo vodo, ki mora biti neoporečna, ki mora biti pitna. Pustimo zdaj bazene, ne, pri termah, tam se da marsikaj narediti, ampak voda, ki jo stekleničijo in ki jo prodajajo po vsem svetu, takrat je samo Avstralija manjkala od vseh kontinentov, na vseh drugih je Radenska bila na trgu. Pa sem se povezala najprej z enim vodjem v Radenski, ki je bil navdušen nad sodelovanjem, saj Vidra je simbol nekih ohranjenih vodnih ekosistemov, dajmo, ne, zelo potem, nekateri so bili temu izjemno naklonjeni, dajmo jo na steklenico in se s tem pohvalimo in tako naprej. Ampak potem se je sesulo v trenutku, ko so Radensko prodali. Ne? In je šel cel načrt pogobe. Dokler je bila naša, so tam zaposleni ljudje, tudi vodilni, videli potencial v tem sodelovanju. In situacijo, ne? Nekaj bi imeli oni od tega in nekaj mi. Za tako majhen zavod, kot smo, tudi takrat še manjši bili, to vendar ne bi bila za njih noben velik strošek, če bi nas malo podprli. No, saj so nas, ne, še pri enih parih izdajah nekih publikacij, nekih par donacij smo takrat dobili in smo dobili celo nagrado za dobro družbo. To je bila nagrada ameriškega Society Trust, za dobro sodelovanje med nevladno organizacijo in gospodarsko družbo. Ampak, kot rečeno, na žalost je to potem s prodajo Radenske tega interesa ni več. Škoda je to, ker dejansko, zato sem prav hotel osvetliti ta primer, konkretno resnično tega, zaradi tega, da enostavno imamo nekje v vidu, da je vedno možnost za nekaj dobrega. Da je vedno možnost za neko sodelovanje, za nekaj, kar je skupno dobro, kar naj ne bo nujno merjeno samo v evrih ali kakorkoli že, ne, če govorimo z vidika neke družbe, ampak da je to lahko veliko bolj celovito, smiselno, dolgoročno, trajnostno, kakorkoli že. Ne. Nažalost se v Sloveniji odvija preveč negativnih zgodb, ne. Ampak ponovno ponavljam se, preden preideva na te zgodbe. Veš kaj, ena stvar je še ta, ki se mi zdi, da je potrebno omeniti v povezavi z Lutro, je vendarle ta, da ste veliko dosegli v teh 23 letih. Recimo sodelujete z fondom Evropske komisije LIFE, ki si prizadeva za promocijo biotske raznolikosti
v državah članicah in Slovenija je ena od teh članic, ki se lahko pohvali z najbolj pestro ali pa eno najbolj pestrih biotskih raznolikosti. Ne? V sklopu tega LIFE imate recimo različne projekte, LIFE Natura Viva in tako naprej, bila Aqua Viva. Zdaj imate projekt LIFE Bober, ker je ta aktualen in ker je to jabolko spora, v katerega bo treba potem ugrizniti. Nam prosim te povej malo več o samem projektu LIFE Bober, kako pravzaprav poteka to sodelovanje z Evropsko komisijo tudi. Sem prepričan, da marsikdo tega ne pozna dovolj dobro. No, LIFE program, takrat, ko smo mi začeli delati na tem in ta prvi projekt dobili, to je bilo leta 2004 že, ne? To je bil ohranjanje vidrine populacije na Goričkem, ne? Takrat je bil še precej malo znan ta mehanizem LIFE. Danes je že toliko teh LIFE projektov v Sloveniji vseeno uspešnih in toliko jih je že tudi zaključenih, da mislim, da ljudje že vedo, da je to mehanizem, finančni mehanizem Evropske komisije, ki je največji za področje varstva narave. Čedalje večji postaja želja Evropske komisije, da so projekti veliki, dolgi, da dolgo trajajo, zaradi tega, ker se sorazmerno manj denarja porabi za to administracijo, ki je seveda potrebna, in za vse to spremljanje in monitoringe in pisanje poročil. Skratka, vsega tega balasta v posameznem projektu je manj, če je projekt večji, ne, sorazmerno. No, tako ta prvi projekt o vidri je bil prvi v Sloveniji, prvi LIFE, ki je bil vreden več kot 1 milijon evrov. Ne? S tem, da seveda moramo vedeti, da ni ves denar od Evropske komisije. Ne? Evropska komisija sicer razpisuje posamezna leta malo različne procente sofinanciranja, ampak v glavnem je od 50 naprej, no, tudi do včasih, ko je bilo denarja več, pa projektov manj, je bilo tudi do 90% za nevladne organizacije. No, danes je tam nekje 55, 60, 65, odvisno od vrste projekta. Ampak, če je projekt vreden nekaj milijonov, je tudi tisti preostanek vrednosti kar velik zalogaj za dobiti, če je to nevladna organizacija. Kako pa recimo dobite? Ne? Primer LIFE Bober. Ja. Vrednost projekta, torej zaščite, promocije ohranjanja ekosistemov naravnega habitata bobra in tako naprej. Vrednost mislim, da je ocenjena na tam nekaj čez 900 000 evrov. Ja. Evropska komisija preko tega sistema LIFE krije skoraj 500 000. Ja. Tako da ti odstotki seveda držijo, ampak kje pa dobite za ta projekt in druge projekte še denar? No, nekaj dajo partnerji. Vsak partner v projektu mora prispevati določen delež, sicer tudi dobi veliko iz projekta, ampak nekaj mora tudi prispevati. Do zdaj je slovenske LIFE projekte, vsaj te, ki so namenjeni ohranjanju narave, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor, oziroma Ministrstvo za okolje, v kakršnem koli sestavu že je bilo. A to si rekla v pretekliku, da je do zdaj bilo tako? Tako, ja. To je bila praksa do zdaj, včasih je bil to bolj avtomatizem, zdaj v zadnjih letih se je to razvilo v en poseben razpis. In lani recimo je bil razpis oziroma poziv Ministrstva za okolje vsem, ki bodo pridobili LIFE projekt in ga bo Evropska komisija že potrdila, se reče sprejela, pregledala, je vse v redu in jim je všeč in je izbran. Ne? Vsem tem bo Ministrstvo za okolje in prostor dodelilo 20% sofinanciranja. Če vzameš, da slovenska država dobi 100% rezultate vsakega projekta, se je to v javni koristi, ne? Ko tehtam, ali je to nekaj, kar je nacionalno pomembno ali ne, ti projekti zagotovo so, ne? Niso samo lokalni. 100% rezultatov za 20% sofinanciranja. Pri tem je treba vedeti, da
vsak projekt potegne za sabo nove zaposlitve. Že Lutra, kakor majhna je, samo par nas je, trenutno 4, smo do zdaj sprejeli v službo 9 kolegov, ki so dobili službe. Vsi so bili zavoda za zaposlovanje, z mano vključno na začetku. Vsi so bili brez službe, z diplomo v žepu ali pa celo z magisterijem, ampak brez službe. Ne? Kolegica je prišla recimo iz Galapagov, tam je diplomirala. Pa je v Sloveniji spraševala, tudi po ministrstvih, pa ja, noben je bil zainteresiran, kako to, s tako lepo diplomo, pa s toliko znanja. Ja ne, noben ga ne zanima, pa znanjem jezikov seveda in tako. Ja, se reka, pa pri nas ostani. In je ostala in smo naredili naslednji live projekt, ga dobili in ga izvajali 4 leta. Ne. Sreče, tudi ta prispevek, poleg tega vsa ta delovna mesta prispevajo v državno blagajno, se so tukaj davki. Nevladne organizacije, kot je zavod, niso oproščene teh davkov. Mi bi plačali davek na dobiček, če bi dobiček bil. Ne? Ampak smo pač zavezani neprofitnosti in dobiček vračamo v organizacijo samo, v poslovanje, v nakup opreme in tako naprej. Ne? Ali pa če koga na novo zaposlimo, ali pa kakšno akcijo naredimo. Ne? Tako da to so pomembne stvari tudi z tega stališča. In če je live projektov 5 naenkrat teče, je to toliko in toliko zaposlitev in toliko in toliko efekta od teh zaposlitev. Ti ljudje nekaj naredijo, nekaj ustvarijo, kar je pomembno za celotno družbo. No, Imeli ste že mednarodno priznanje, ste dobili leta 2015 za enega od njih, ne, Aquaviva in tako naprej. Mislim, ti projekti prihajajo v Slovenijo, kar je pravzaprav, glede na to, da prihajajo od Evropske komisije, torej kot ene od najvišjih inštanc v sami Evropski uniji, ne, je pač tudi neko priznanje, da se resno obravnava ne samo našo naravo, ampak pač tudi neka prizadevanja, ki tukaj potekajo in se razvijajo skozi čas. Ne. Ampak smo zdaj prišli do točke, ko so nekateri od teh projektov, vračam se na Live Pober, pravzaprav ogroženi. Ne vem, če sem pravilno rekel, ampak sem pravilno, nažalost sem. Nažalost. Zdaj bi bilo lepo, če bi se še enkrat zmotil, ne? Tako kot na začetku, ampak zdaj sem imel pa prav. Ne? Ja. Skratka, preidiva kar direktno na zadevo. Ne? Mislim, da imajo ljudje predstavo o tem, kaj live projekti so. Zdaj, Evropska komisija je že pregledala projekt Live Pober in ga podprla. Minister Andrej Vizjak, torej minister za okolje in prostor, tega projekta noče podpisati. To se dogaja pravzaprav zdaj, te tedne. Ne? Ja. Kaj to pravzaprav pomeni in zakaj? Ja, 20% pri takem projektu in pri tako majhni organizaciji, ki ga vodi, pomeni biti ali ne biti. Ne? Čeprav bom jaz napela vse sile in moje kolegice tudi, da bomo projekt kljub temu, če se na Ministrstvu za okolje odločijo ne ga podpreti, speljali. Zato, ker imamo tukaj tudi hrvaške partnerje, z velikim veseljem smo jih povabili v sodelovanje in to uveljavljeno Zagrebško univerzo, tista gozdarska fakulteta ima res ugled v svetu. In profesor Grubešič je pravzaprav tudi tisti, ki je te bobre pripeljal na Hrvaško in jih kontrolirano seveda naselil v Posavini. Ne? V Žutica in te kraji ob Savi so novo prebivališče bobrov in to je bilo 1996, 98. In bobri so se uspešno prijeli, ne, da rečem, in nadaljevali razširjanje svojo pot tudi v Slovenijo. Od tam so prišli v Slovenijo. Priplavali so po Savi, po Muri, po Dravi in jih imamo zdaj že v Sloveniji in nekako nič se ni zgodilo do zdaj v tej smeri, da bi to malo bolj strokovno raziskali in podprli in z ljudmi tudi kaj se ukvarjali. Zato smo te hrvaške partnerje z veseljem povabili zraven, tudi mestni muzej Ivanić grada, majhnega mesteca, ki dobesedno živi z bobrom.
res, prav zelo prijetno je priti tja, kako so obeležili recimo 20. obletnico naselitve Bobra, ne, imajo pevski zbor, ki se imenuje Bober, imajo lokalčke, šola se imenuje po Bobru, vse. Oprosti, da ne bo romantično. Gremo povedati na kratko, zakaj so mokrišča, recimo, kjer Bober živi, ki jih ustvarja in tako naprej. Zakaj je Bober pravzaprav pomemben? Da ni tukaj, pravzaprav, imamo radi bobre, pa jih radi gledamo, pa gremo imeti bobre, pa jim bomo peli. Bobri imajo neko funkcijo. Torej, zakaj je pomembno, da pravzaprav jih pazimo, da jih preučujemo in zaščitimo? In kaj pravzaprav imamo od njih? No, imamo kar nekaj, ampak tle bi te vseeno malo popravila, da ne smemo gledati na vsako naravno vrednoto, na vsako vrsto, ki v naravi živi, samo z našega antropocentričnega vidika. Vsaka vrsta ima v naravi neko funkcijo, naj si jo mi poznamo ali pa tudi ne. Najbolj jo spoznamo takrat, ko ta vrsta izgine. Ko jo ni več, ne? Tudi vodo, ko pipo zapremo in voda ni več, šele vemo, koliko je vredna. Ne? Tako grejo te stvari, na žalost, da šele ko izginjajo, dojemamo njihovo vrednost. In z Bobrom je bilo nekaj podobnega, izginil je že pred več kot 200 leti izginil. Ljudje so ga iztrebali z lovom. To treba povedati jasno in glasno, zato moramo biti kar prijazni z njim, ker se zdaj vrača. Je pa logično, da po tokem času ljudje izgubijo stik z eno tako živalsko vrsto, ki jo imenujemo ključna živalska vrsta. Ravno zato, ker v naravi naredi take spremembe, ki so ključne, ki so pomembne za druge vrste, ne samo za njega, ne. Zdaj, kaj počne Bober? Ga imenujemo gradbeni inženir ali pa ekološki inženir, vse mogoče take oznake mu dajemo, gradbenik. Ljudje najbolj opazijo to, da pogloda drevje, ki potem pade, ne. Zdaj, zakaj to počne? Eno je, da rabi gradbeni material za svoje bobrišče ali pa jez, ne, ampak najbolj pa zato, da pride do vršičkov na vrbah, recimo, ki jih ima najrajš, ne, in da lahko da pride do hrane, do zelene hrane, takrat, ko jo drugje ni, ne. Zato se največ teh vplivov vidi po zimi, oziroma v tem času, ko ni vegetacije, ne. Zdaj še v zgodnji spomladi. No, Bober želi zadržati vodo v pokrajini. Želi zadržati konstanten nivo vode in ima ta čut, da preštudira, kako bo to naredil. In podre drevesa ali pa grmovje in navleče ta material v potok ali pa v reko, bolj v potok, ne, za manjše vodotoke gre, in ga pregradi zato, da gor vodno potem zadrži več vode. Ne. Ravno smo bili pred mogoče 14 dnevi na terenu na Dolenjskem, ki smo videli tak potok, mogoče je širok 2 metra, in so 3 zaporedni jezovi, Bobrovi na tem potoku, ne. Ampak, ko stojiš zraven potoka, voda šumi, žubori skozi ta jez, skozi te vejce in veje, ki jih tam nagrmadi, voda še vedno teče, pronica, ampak toliko manj, da zgoraj zastaja in da je višji nivo. In tako 3-krat, in je naredil 3 taka manjša jezerca. Zdaj, kaj se zgodi? Če jih ne bi, voda teče z nekim tempom, ne? Z neko hitrostjo. Zdaj, če smo mi prej še posegali v ta potok in naredili neke trde omejitve, bregove, potem še toliko bolj, ne. Ampak Bober zadrži vodo in tam v tistih kotičkih, kjer je nekaj gradil, dobijo svoj življenjski prostor še druge vrste, dvoživke, ki so tudi ogrožene že, ne, vse. Majhne ribice dobijo zatočišče, da jih ne odnese tisti vodni tok. In skratka, toliko poveča biodiverziteto tega vodnega okolja, da je to prav občutno. In tudi biomaso.
Več ljudi me je že vprašali, kako pa, ne, ker vejo, da pač se ukvarjam z vidro, kako pa se vidra pa bober razumeta v naravi. Ne. Odlično. Ni problema. Ne. Bober zgradi takle jez, tam dobijo zatočišče živali, ki so vidrin plen. Torej si obogati mizo, ne, pogrnjeno mizo, hkrati pa še je malo prisklednice, ker bober naredi ponavadi kar veliko bobrišče, če ne uporablja vseh rovov, si kar vidra kakšnega prisvoji, pa je ni treba svojega kopati, pa lepo stanuje v bobrišču z druge strani. Ne. Tako da to sožitje je, ne, bober naredi vodno okolje prijaznejše tudi drugim vrstam. In ravno pred kratkim me je vprašal en kolega na tržnici, ki ima velike obdelovalne površine v Posavju, pri Brežicah. Rekel, jaz bi pa rad, da bi bober prišel do nas. Se je v bližini, ampak da bi prišel prav do nas. Zato, ker bi mi koristili, če bi naredil par takih jezerc, od koder bi jaz lahko malo vode zajel, da bi zalival te svoje vrtnine. Torej, imamo neko korist lahko tudi od bobra. Sej, korist je bolj posredna, kot je to, ne, direktno zajemanje vode, recimo. Ampak blaženje lokalne klime, recimo, vsa prizadevanja zdaj za prilagajanje podnebnim spremembam, ki so dejstvo. Ne. To tle nimamo o tem ne bova debatirala. Ja. To je dejstvo. Najsi so že povzročene z našim delovanjem ali pa tudi naravne ali pa kombinacija obojega, tukaj so. Ne. In mi nimamo druge izbire, kot da se jim prilagodimo. Ne. Ampak bober to z opazovanjem in posnemanjem njegovega delovanja smo bliže temu. Ne. Zadrži vodo, zdaj imamo ekstreme, ne, vremenske, ali je vode preveč, ali je pa premalo. Ne. No, bober to blaži in zadržuje vodo tam. Ne. In vpliva s tem tudi na lokalno klimo, mikroklimo. Tako da to so neke koristi, ki jih tudi z našega stališča lahko ocenjujemo kot res koristi, kot dobro delo. Ne. Ne glede na to, da je bober pri nas avtohtona živalska vrsta, da je pri nas živel in da ima, če rečemo, pravico do tega, da pride nazaj in da naseli spet svoje nekdanje habitate, ki pa so seveda v veliki meri spremenjeni. In tu naletimo na težavo. Ne? No, prav tale mokrišča, ki jih ustvarja, recimo, če tako rečem, da zajamemo vse skupine, so zelo pomembna tudi za recimo človeka, ki živi v nekem okolju oziroma vdira v naravni prostor. Ne. In vse to, recimo, kar si zdaj povedala, je nekaj, kar je prepoznala očitno Evropska komisija tudi. Ne. Ja. Gre za mednarodno sodelovanje, dva partnerja sta ugledna partnerja iz Hrvaške in tako naprej. In greva se vrniti, greva začeti z Vizjakom, greva začeti z vsemi temi kampanjami, vsemi pritiski, ki jih doživljate, kajti to je bržkone ena od oblik pritiskov, da on ne želi podpisati tega Live Bober projekta. Zanima me, ali to sploh lahko naredi, da tega ne podpiše. S čimer seveda vam zagreni življenje, morate iskati sredstva, ki bi vam sicer avtomatično pripadala, kot si rekla, je bilo pred leti, nek avtomatizem je obstajal. So tudi rezervirana, tudi zdaj. Tudi zdaj so rezervirana, skratka so bila predvidena za to, ampak očitno sovraži on bobra ali vas? Nas, vas. Kratek odgovor. Vas. Ok, torej gremo kar začeti razlagati. Ne? Torej, okay. Ali on lahko to sploh ne podpiše? Jaz sem mislila, da ne, da se to ne more zgoditi do zdaj. Ampak ker se dogaja toliko stvari, za katere sem mislila, da so nemogoče v teh časih, da. Je tudi to ena od teh. Morda pa pač lahko tudi se tako odloči, da ne podpiše.
tukaj gre za sofinancersko pogodbo. Projekt je potrjen, iz strani Evropske komisije, ampak tukaj gre za sofinancersko pogodbo za teh 20%. Če to ne bo, bomo morali iskati druge vire. Meni je bolj pomembno to, da bi povedal, a namerava podpisati ali ne pa da neprestano išče nove argumente, nove ovinke, kako bi le prišel do tega, da bi upravičeno ne podpisal. Ne? Torej gre za neko izčrpavanje, ker tudi vi ne veste točno, kje ste. Ne? Po nekih informacijah je pravna služba na Ministrstvu za okolje in prostor njemu razložila, da je ta zadeva, če ne podpiše, iztožljiva. Ne? Da enostavno pravno to ne pije vode, da on pač tukaj pravzaprav ne opravlja naloge, svoje funkcije, ki jo mora, ker ni se ni meni Evropska komisija zelo opevana stvar, ampak ni nad njo, recimo v tem primeru. Ne? Se pa že vede tako. Ne? In to še ena stvar, pravzaprav v povezavi s temi zadevi. Ne? Slovenija je leta 2004 podpisala, pomagaj mi, Aarhuško konvencijo, ne? Ki seveda kratko in koncizno povedano pomeni sledeče, da mora država ob predvidenih velikih posegih v okolje omogočiti ljudem, ki živijo v tem okolju, in pa stroki neko sodelovanje pri pač načrtovanju tovrstnih posegov, pravzaprav v naravo, niti ne toliko v okolje. Ne? Potem obstaja na evropski ravni tako imenovani zeleni dogovor, ne? Ki predvideva obnovo do zdaj uničenih, degradiranih ekosistemov. Med njimi je veliko poudarka prav na rekah. Ne? In z vsemi temi potezami, ki jih vleče Vizjak, ki jih vleče to njegovo Ministrstvo za okolje in prostor, resnično orveljanski pridih v rokah tega človeka. Ja. Ampak a so oni, pravzaprav oni in ti njegovi lobiji iz hidroelektrarn tako zelo močni, da lahko povozijo mednarodne konvencije, mednarodne sporazume in mednarodne projekte? Do kje lahko grejo? Ne vem čisto dobro, do kje lahko grejo, ker mislim, da si dovolijo več, kot smo vsi skupaj mislili. No? Ja. Pa ne samo s tem podpisom, ne? Oziroma ne podpisom. To je en primer, ki pa nam kaže pač način delovanja. Ja. Tudi s temi pritiski za umeščanje hidroelektrarn, predvsem na Savo, ne? Sava je zdaj na udaru, Muro smo nekako dali na stranski tir, bom rekla, bolj previdno. Jaz upam, da je obranjena, ampak očitno ne vemo še vsega. Ne? Zdaj pa Sava pa na takem udaru, da ne vem, kaj se še lahko zgodi. No? Tudi Evropska komisija je dostikrat tako zadržana, ne? In reče, ja, to pa je vaša notranja stvar, ne? Državna, ne? In v to se pač ne bodo vtikali. V LIFE projekt pa se vtikajo, ne? To pa ja, ker je z njihove strani financiran in zdaj tukaj bomo morali pač očitno poiskati druge vire financiranja, da bomo zdržali s tem bobrom, čeprav bomo to tudi sporočili Evropski komisiji, nedvomno, ne? Kaj se dogaja in bo to še ena od teh stvari, ki se nabirajo v Bruslju glede Slovenije. Ja, in ki niso dobre, ne? Gre vse samo nekako v nekšno negativo. Ne? Ampak jaz mislim, da tudi pri hidroelektrarnah ne bi smel popuščati nihče tukaj zraven. Sej to sovraštvo tega konkretnega ministra izvira od tam. On je prišel iz družbe hidroelektrarne na Spodnji Savi z nalogo, da zgradi hidroelektrarno Mokrice, ki je še zadnja v tej verigi spodnjesavskih elektrarn. Jaz vsem ljudem priporočam, ne grejo pogledati, kako to zgleda tam.
točno kam naj grejo, da bomo eksaktni? Ja, od Krškega, torej začne se z Vrhovim, potem Boštanj, Blanca, Krško, Brežice, ne? In zdaj Mokrice. Mokrice bi uničile, torej ena stvar je, da bi posegle v območje Natura 2000. In bi bila to prva hidroelektrarna v Evropi, ki bi se gradila na novo na območju Nature 2000. Torej, zaščitenega območja. Ja, če smo kaj dosegli dobrega, je to res to omrežje Nature 2000, ki naj bi varovalo tamkajšnjo naravo pred hudimi posegi, ne? In zavarovalo še tiste vrste, ki jih je tam recimo dovolj, da je vrsta vitalna. Če se ne motim, je Vizjak javno vas, ki ste naredili oziroma bili pri Naturi 2000 označil za bedake, ne? Ja, vse mogoče take oznake smo že dobivali, ne? Pa da nismo naredili strokovno, pa da je to itak, ne. Ampak v resnici mi smo sodelovali pri presoji za hidroelektrarno Mokrice, čisto strokovno delo je bilo to. In rezultat našega dela je bil, da tam pač elektrarna ne more stati. Tam je Natura 2000 zaradi nečesa, z razlogom. Ne da se nobeni omilitveni ukrepi, nobeni izravnalni ukrepi, nobeni nadomestni habitati ne morejo biti boljši, kot je naravna reka. To je zagotovo. In srečanje dveh takih velikih rek, ki imata še precej različen karakter, ne, je tista vroča točka, kjer je biodiverziteta velika, čisto logično in naravno je tako, ne. In ne bomo zdaj menda tega šli pokvariti, ne. Saj prihajajo z omilitvenimi ukrepi, predlogi, ampak če greš gledat na elektrarne, ki so že zgrajene, omilitvene ukrepe, ki so jim bili naloženi, to ali slabo deluje, ali sploh ne deluje, ali sploh niso narejeni ukrepi, da ne bom zdaj prav detajlov, kaj vse, ne. Skratka, nobenega zagotovila nimamo, da bi ti, ki so jih zdaj predlagali za Mokrice, delovali, ne. Ga ni zagotovila. In tudi če bi, je reka uničena, za zmeraj. Torej, je logično, da smo bili proti. Mene so podobno kot očitno direktorja Zavoda za ribištvo, ki pa je javni zavod, ne, so me klicali takrat, ko smo oddali to poročilo na hidroelektrarne, na njihov sedež in sama sem morala priti. Niso dovolili, da bi prišla tista deklica, ki je to konkretno delala pri nas zraven, da bi mogoče kakšne detajle povedala, ne. In dva direktorja sta me vzela v precep in predlagala, naj spremenimo zaključek svojega dela v pozitiven. Podobno, kot se je zdaj zgodilo z Zavodom za ribištvo, a ne. Jaz pač nisem popustila, ne. Samo da povemo, Zavod za ribištvo, ki je državni zavod, je 8. marca, ne, izdelal pač mnenje, podal negativno mnenje, da rečemo tako, 11 dni kasneje, 19. marca, negativno mnenje spremenil v pozitivno mnenje, ampak brez sopodpisanih članic in članov strokovne komisije, ne. Tako da, ti si doživela to očitno na svoji koži. Yes. Predlagajo, ti sugerirajo, ti spremeni mnenje. Mi hočemo imeti to hidroelektrarno in čez dejstva, mi se pač spremenimo dejstva v to, da bomo lahko to naredili, da ne dolgo vezim. Ne, sem z eno razliko, da so direktorju javnega zavoda lahko zagrozili s tem, da ga bodo zamenjali. Meni pa niso mogli, ker je Inštitut Lutra nevladna organizacija. In smo svoji. Te pa onemogočajo na druge načine. Pa na druge načine. In eden od teh je seveda štopiranje oziroma ustavljanje, onemogočanje sofinanciranja že začrtanih projektov, ne. Mislim, da je sržika vsega tega prezira in sovraštva, recimo tako, ne. Mislim, da to niso pregrobe besede do tebe, do vas. Vaša kampanja za Savo, ne, kjer se na
srednjem delu. Za Savo. Za Savo, kaj sem rekel? Ne, poudarjam, da nismo proti ničemur, mi smo za. Seveda. Za ohranjanje, za reko, za smo. Ne? Dejansko grozi to, ena od stvari, ki grozi Savi, predvsem njenem srednjem delu, je postavitev izgradnja 10 dodatnih hidroelektrarn. Ja. Ta v Mokricah naj bi zagotovila 1%, slab odstotek elektrike, kot jo porabimo v Sloveniji. Tako da, mislim, veliko stvar delajo iz slabega odstotka. Jaz pravičeno mislim, da gre tukaj pravzaprav za neke posle, kjer se absolutno potem deli denar v žepe in delijo karijere naprej. Ampak to si jaz mislim. Kaj pa je, recimo, ste za Savo in kot kampanja, ki je za Savo, za ohranitev Save, biotske raznolikosti v Savi, povedali smo že prej marsikaj v zvezi s tem, kaj lahko teh 10 hidroelektrarn v njenem srednjem delu, torej načrtovanih novih hidroelektrarn, povzroči. Tako pač naravnemu ekosistemu, da rečem, kot tudi ljudem pravzaprav. Ja, cel ta srednji del Save od Medvod do Kresnic se bi moral biti še naprej, ampak do Kresnic je Natura 2000, tudi z razlogom. Zdaj, če si predstavljamo, da lahko se razglasi Natura 2000 samo na enem odseku reke, jaz si to težko predstavljam. Reka je koridor. Glavna značilnost reke je, da voda teče in povezuje ves čas. To ni stoječa voda, to je tekoča. In če to prekineš, fragmentiraš te habitate različnih živalskih vrst, ki tam živijo, pač ne morejo prehajati čez. Tudi če narediš ribjo stezo na eni elektrarni ali pa na 2, pokaži mi ribo, ki bo prišla čez 10 hidroelektrarn. Je ni. To se zgodi z vrstami, ki so tam, ampak niso samo ribe. To je cel ekosistem od vidre do alge, recimo, do diatomej in drugih alg, ki so v vsaki sladki vodi. Vse to se spremeni. Cel ta ekosistem se spremeni v, strokovno rečemo, lotičnega, v jezero, v stoječo vodo. In če je tega 10, en za drugim, dobiš 10 jezer in reke ni več. Opozarjate pa tudi na to, da bi tu lahko ali pa utegnila biti ogrožena oskrba s pitno vodo, predvsem kar se tiče osrednje slovenske regije, torej Ljubljane. Zakaj, kako? Ja, v Ljubljani smo ponosni na pitno vodo, da odpremo pipo in teče kvalitetna pitna voda. Zakaj? Zato, ker reka, ki jo vidimo, ta voda, ki teče po reki, ni vse od te reke. Reka ima še vzporedno reko, nevidno, lahko rečemo, vodo, ki je podtalnica. V bistvu je to voda, ki pronica lateralno, na obe strani reke v ta prodišča, in tako ogromno prodišče, ki je na nos Save pravzaprav, je severno od Ljubljane, do Save, do Črnuč, do Tacna, to so prodišča. In od tam mi črpamo to pitno vodo kvalitetno. Vse tista, ki jo ima južni del Ljubljane, jo črpajo na Barju, je bistveno slabša. Ker je pač drugačen sestav in iz drugačnega ekosistema. Ampak ta, ki ima savski bazen, grdo rečejo, Savo pravzaprav za osnovo, ta je kvalitetna. V teh intersticijih, teh mečkenih prostorčkih med prodom in med kamenčki in med tem to podlago živijo majhni organizmi, majhni rakci, majhni nevretenčarji različnih vrst, ki to vodo čistijo, pravzaprav se hranijo z vsem temi ostanki, ki v tej vodi so. In tisto, kar je ljudski rek, da voda, ki steče čez 7 kamnov, je spet čista, to je to.
prod prečisti vodo, ampak če je živ in če ima komunikacijo z reko, reka ga napolnjuje, reka prodira v ta prostor ob reki in ga napaja in komunicira z njim. In pri hidroelektrarnah vemo, da so vse te stene, vsa ta obrežja reke zacementirana. Tam noter je na milijone ton betona. To je tisto, s čimer služijo naši vrli načrtovalci. Beton je eden najboljših zaslužkov danes. In če vzameš, da bo tukaj 10 hidroelektrarn, ne bojo se gradile vse naenkrat. Zgradile se bojo postopoma, začeli bi v Savskem kanjonu, torej med Litijo in Hrastnikom, ne, ki je mimogrede eden najlepših rečnih kanjonov v Evropi. Ministra Vizjaka sem pa jaz sama slišala na svoja ušesa reči na občinski seji v Litiji, roko na srce, ta soteska pa res ni nič posebenega. Kako lahko nekdo, ki tega sploh ne pozna, to izjav, ne vem. Ampak je. Električni inženir. Ja, ne. On gleda svojega... Mislim, nič proti tej stroki, da se razumemo. Ampak ne bo tam, kamor spada. Točno, ja. Ne? Tako da, kaj bomo dobili iz tega? Vsekakor veliko več škode. Ne moram si predstavljati, da bi taka reka lahko prenesla toliko in toliko hidroelektrarn. Enostavno ne bi bila več reka. Ne? In vsa ta pitna voda vseh teh ljudi, ki živijo ob reki, bi bila ogrožena. Ključno s Ljubljansko, seveda. Ne? Ja. Regijo oziroma osrednje Slovensko. Osrednje Slovensko, seveda. To je ena od... To res niso šale, ker pač enostavno, to smo lahko videli, kaj pomeni pomanjkanje pitne vode. Je bilo to lansko leto ali predlani v zahodni Sloveniji, Krasen, tako naprej, ne? Ja. Kjer so bile potem še šale, če pač, mislim, da je ta Vina Koper, so natisnili nek plakat ali reklamo, če ni pitne vode, pite vino, ali nekaj v tem smislu. Mislim, vrag hitro odnese to vrstne šale. Ne? To je dejstvo. S tem se ni zahecati, ne? In to je nepopravljivo. Ne? Je pa res, ne, da bi v teh letih, to bi trajalo 20-25 let gradnja tolikih hidroelektrarn, služili enormno vsi, ki bi zraven delali, vsa gradbena podjetja, ampak spet služila bi smetana teh podjetij, ki je tako vsa povezana med sabo in s politiko, v kakšnih razmerah bi živeli delavci, ki bi jih te ljudje najemali. Sigurno v Sloveniji nimamo delovne sile, ki bi lahko gradila toliko take velike objekte. Vedno jo pripeljejo potem iz vzhoda. To smo videli, kako ta podjetja ravnajo, seveda. To so znane stvari. Kar se tiče konkretno tega denarja, kako mastni zaslužki so, ne vem, koliko poznate, ampak ta zgodba s hidroelektrarno Mokrice, pravzaprav sodišče je zadržalo. Ne, ja, trenutno stoji. Ja. Trenutno stoji, poteka zelo oster boj s strani ljudi in organizacij, ki se ne predajo oziroma se ne predate, bijete ta boj proti tej hidroelektrarni. Pazite, kaj se dogaja vmes. To je v aktualni izdaji Mladine. Ne? Pisala je Monika Weiss, novinarka, tiče se pa Vizjaka, njegovih načrtov in tako dalje te hidroelektrarne. Ne? In sicer zaključek vam bom samo prebral. Ne? Kljub temu, da hidroelektrarna Mokrice stoji, ker jo je zadržalo sodišče in tako naprej, beremo lahko sledeče. In sicer, za ključnega pospeševalca gradnje hidroelektrarne Mokrice sicer velja ravno okoljski minister Andrej Vizjak, ki je bil namreč za projekt osebno pooblaščen pri bivšem delodajalcu, to je v energetskem podjetju hidroelektrarne na spodnji Savi, HES, ki je eden od investitorjev. Čeprav je izdaja gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno Mokrice še negotova, pa sta HES in državno infrastrukturno podjetje Infra že razdelila več 10 milijonskih poslov v projektu. Ti za zdaj stojijo, pomenijo pa velik pritisk na izvedbo projekta. Julija lani je HES konzorciju Litostroj Power, Končar Zagreb in Riko dodelil 33,2 milijona evrov vreden posel izdelave turbin, generatorjev in dvigal, decembra pa konzorciju Riko, Kolektor Calling in RGP Velenje še izvedbo gradbenih del za 30,5
1 milijona evrov. Tako da veliki posli, ki so že vnaprej dogovorjeni, že vnaprej izmenjeni in razumem Vizjaka, da hodi po ministrstvu, kot prihajajo nekatere informacije iz hodnikov ali pač kjerkoli se giba človek, ne, da totalno peni, da totalno zgublja živce, še bolj se vi, pa dobro, pa nima veze to, ne, ampak ravno zaradi vaših kampanj. Nekateri posli so že dogovorjeni, vi pridete zraven, ustavite te stvari. Ne. Zato pač predlogi v zakonu, da se vas ven vrže kot stroko, kot javnost in tako naprej. Ampak meni se zdi, da so te stvari že nekoliko poznane javnosti. Ne. Jaz bi te na tem mestu vprašal, s kakšnimi vse, recimo, manj znanimi, da rečem, pritiski se soočate naravovarstveniki pa naravovarstvene organizacije. Če ti lahko pomagam, tu mi pade konkretno v spomin to, kar si mi povedala, kar se je dogajalo v Litiji, če se ne motim, 7. januarja. Ja, in se še dogaja. No, če lahko, da ljudje vedo, kako pravzaprav potekajo ti pritiski, kaj doživljate za to, da bi se vas utišalo ali spodrinilo s poti? No, v Litiji se je končno zbudila civilna iniciativa in Mladi za podnebno pravičnost in ljudje, ki dobro mislijo, no, in so stopili skupaj in to je zdaj ena dobra družba ljudi za Savo. Mi smo včasih rekli, gremo za Savo, ne, v Litiji, in potem so dobili ime, ki si prizadevajo ozavestiti ljudi, nič slabega, ampak ljudem povedati, kaj jih čaka z gradnjo hidroelektrarn. Ker Litija bo med 2 hidroelektrarnama, ne, oziroma med 2, ampak bojo še gor vodno in dol vodno, ne. In to so nepredstavljive stvari. Tam je načrtovan tunel pod hribom, ki mu je ime Kon, z 20 metrov premera cevjo in tja bi preusmerili Savo in tako naprej. Mislim, to so hudi posegi, ne. Ljudje tega ne vejo, s tem kršijo Aarhuško konvencijo, ki si jo prej omenil, ne. Ljudi ne informirajo. Seveda informirajo pa župane ob Savi in občinske svetnike, ne, skratka, te upravljavce pa skušajo dobiti na svojo stran, zato tudi ta sporazum, koncesijski pogodbi, da se vsi strinjajo s tem. To je zelo preprosto narediti, ne. A vi bi rabili tam eno povezovalno cesto? Jo bomo pa naredili takrat, ko bomo gradili hidroelektrarno. Pa kaj bi še, igrišče bi še radi, nogometno ali pa tako, bomo naredili, ni problema, še to igrišče. Pa še en most popraviti, pa še, skratka, to je kupčkanje, ne. To je trgovina, ne. Koliko nam boste naredili, še zraven, če mi rečemo ja, lahko naredite hidroelektrarno, ne bomo imeli nič proti, ne. Vsako občino se da prepričati, povsod je dovolj ljudi, ki bi radi imeli nekaj tam lokalno, zelo lokalno in zelo obrobnega pomena. In tako se pridobi somišljenike in se lahko gre naprej s takimi velikimi projekti. Te občine se verjetno soočajo jaz sem iz Ilirske Bistrice, si predstavljam, da je lahko podobno v Litiji, pa še kje drugje, ne, da so določeni proračunski deficiti v samem občinskem proračunu. Seveda, radi bi več kot nese proračun. Potem pride hidroelektrarna in reče, ok, bomo vam pa zgradili obvoznico, most ali karkoli, igrišče, župan dobro zgleda, ne, na naslednjih volitvah in tako naprej, kupčkanje, da. To je to. Ok, in potem ste prišli vi tja razložiti ljudem. Ja, še nekaj treba tukaj povedati, da ta infrastruktura, ki se jo obljublja, ne, gre itak iz državnega budžeta. Tega ne plačajo hidroelektrarne. In to tudi protipoplavne varnosti ne. To treba vedeti. Da protipoplavna varnost je največja floskula, s katero pridobivajo hidroelektrarne somišljenike na svojo stran. Protipoplavna varnost ni povezana z gradnjo hidroelektrarn. Nasprotno, še celo manjša postaja z gradnjo hidroelektrarn s časoma. Ne. Treba gledati še kaj naprej, ne samo do jutri.
Tako da to je popolnoma zgrešeno. Protipoplavno varnost se da čist lepo sonaravno narediti, ne, brez hidroelektrarne. Ne. Sploh je o tej poplavni varnosti, no to je sploh tema zase, ne. Zakaj pa jo imamo, ne? Zato, ker smo naselili v bistvu prostor, ki ga reka zahteva zase. Ja, reka rabi razlivni prostor, potrebuje svoj prostor takrat, kadar je veliko vode, da se razlije in potem napolni ta polja, tam se ponavadi nekaj prideluje, ne? In se spet umakne v strugo in teče naprej. Zakaj pa so kmetovali ob Nilu? Poplave so jim dale življenje. Ni moglo biti drugega, ne? Tudi hranilne snovi prenese reka in tako naprej. Tako da to so pač triki, s katerimi zelo poceni lahko trgujejo v tem primeru po Zasavju, pridobivajo ljudi na svojo stran in seveda še lažje je v revirjih, kjer je ta premogovniška industrija v zatonu, kjer so šle tovarne, kjer ljudje nimajo dela, vidijo možnost, ja, pa hidroelektrarne, pa bojo nova delovna mesta, se obljubljajo, niti enega ne bo. Delovna mesta bodo v času gradnje, takrat, ko se gradi, seveda se rabi ljudi, tistih ljudi tam ne bojo dobili ali pa bojo zelo redki, v glavnem pripeljejo delavce od drugod. Firme, ki gradijo, tudi niso od tam, praviloma ne. In kaj imaš pa od tega dela? Ko pa je zgrajena hidroelektrarna, je pa daljinsko vodena in tam ne rabiš nikogar. To se dogaja pol. In to se je že zgodilo, ampak ljudje se tudi ne naučijo ničesar, morali bi tja vprašati, kjer že elektrarne stojijo, ste zadovoljni ali niste, kako to izgleda. Ampak reka je tam uničena, ne. In edini del Save, ki bi ga še lahko ohranili, je ta vmesni med vodami, kjer pa so tudi naprej že 3 pregrade oziroma 3 manjše elektrarne, ne. Ljudje ne poznajo ene majhne hidroelektrarne, ki je čisto v bližini Ljubljane, ne, v Tacnu, Česnova hidroelektrarna, zasebna je, sploh ne opazite, da je, ne. To je pri tej kajakaški stezi oziroma tekmovalni stezi v Tacnu, ampak zajema samo del Save, ne. Tako kot so včasih bili mlini, saj jih je bilo 10 v eni vasi, pa ni bil potok pregrajen, ne. Mlinščica se je lepo stekala na Rake, na mlin, pa naslednja mlinščica na mlin, malo vode se je vzelo in prišla je spet nazaj, ne. In se s tem malo bolj zadržala v tisti pokrajini, mogoče še napojila tam sosednja, ker takrat niso betonirali tega, so samo izkopali, ne, tista polja in je šla nazaj v potok. To pa je sonaravno, to bi se pa dal na ta način, ne. Taka elektrarna je tudi v Bistri, napaja cel grad in celo območje Bistre. Pa nihče tega sploh ne ve, ne. In to so te rešitve. Jaz sem vprašala enkrat enega zelo znanega načrtovalca hidroelektrarn, ali je mogoče hidroelektrarno graditi tudi tako, da se ne pregradi reke. Na način mlina pa mogoče malo več, ne. Je rekel, ja, seveda je mogoče, samo izkoristek je manjši. Torej, kaj je zdaj tle? Pohlep, nič drugega. Ne? Reko se da ohraniti tudi s tem, da neko energijo dobivamo od nje, ampak seveda je treba stopiti en korak nazaj, ne? Ne moramo zmeraj zajeti vsega in imeti vse. No, sej, to mogoče, ker nisva še niti omenila, v kampanjo za Savo, ne, ste se povezali društvo Ekokrog, Zavod Leeway Collective, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, potem pa še Društvo za preučevanje rib Slovenije, Balkan River Defense, Mladi za podnebno pravičnost, Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja in pa kot zadnja Civilna iniciativa za Savo Litija. Namen vaš je bil vsekakor oziroma je, ne, to vidimo po vaših plakatih, vidimo po majici, opozarjanje pač pravzaprav v imenu rib pustite še nekaj Save nam. Ne. Opozarjate tudi na druge
škodljive posledice, tako za naravo, kot seveda tudi za pač človeška življenja in tako naprej, ki živijo ob reki skladno z reko ali pa se iz nje napajamo. Kako ste recimo pristopili do lokalnih skupnosti in s kakšnimi pritiski se zaradi tega soočate? Ja, pomagali smo konkretno mi mladim za podnebno pravičnost v Litiji, ki so nekje našli malo denarja, da bi natisnili transparente. V mislih so imeli transparente, zelo dobra ideja se mi je zdela, in jih obesili na ograjo mostu. Most v Litiji namreč je ena izjemno dobra komunikacijska točka. Povezuje levi desni breg Litije. Litija je res mesto, ki ga Sava deli na pol in živi s Savo, ne. Drugače kot recimo druga mesta v Zasavju, ki so odmaknjena od struge Save, ne. In vsi, ki se vozijo v službe, hodijo na vlak in tako naprej, morajo iti čez most in vidijo ta sporočila. Šlo je za to, da bi sporočili ljudem, glejte, tudi te vrste živijo tukaj in bodo zginile, če bodo posegi v reko. Nismo sploh omenjali hidroelektrarn, ne. No, mi smo jim pomagali, tem mladim, s tem, da smo dali risbe rib posameznih vrst, ki živijo tam, ki bodo izgubile svoj življenjski prostor, in jih opremili tudi s teksti, ki pa niso agresivni. Pustite še nam malo Save, tu ni nobene agresije, tu ni nobenega nič slabega, vse je samo za ta živa bitja. Ribe so spregovorile, ne? In na te transparente so natisnili vse to, 7 različnih. Ko so ta prvega obesili, je prišla takoj inšpekcija, da so dobili prijavo in da je treba to umakniti, ker dovoljenj za kaj takega ni, ne. Torej takoj, ko je prvi, in to v Litiji na mostu, ko je prvi bil gor, je prišla, takoj se angažirala inšpekcija. Ja. Da pač to, čeprav stoji ob cesti vrsta plakatov, ki vem, da niso prijavljeni, ki so komercialne narave, oglašajo razne stvari, ki jih ne potrebujemo praviloma, ne? Zato jih je treba oglašati. In se jim nič ne zgodi, ne? Tem. Ampak tukaj, ki je pa šlo za neko aktivno ozaveščanje z dobrim namenom, nič slabega, tukaj pa so takoj posegli vmes, ker so začutili, da bi pa to mogoče ogrozilo njihove občinske interese, ne, očitno. No, ti mladi so se seveda ustrašili in umaknili, ker so bile zagrožene visoke globe, ne, umaknili to in so potem na različne druge načine poskušali vsem pokazati te transparente. Če ne za dlje časa, pa vsaj za omejen čas, tako da so jih držali v rokah in tako naprej. To se vse da, ne, če si malo domislen. Ampak čim so bili obešeni spet nekam na ograjo, ki ni bila zasebna, ne, tako je spet občinska prijava, že ta drugič, ne. In tako naprej. Zato smo se mi lutra zdaj odločili za neko akcijo, ki ji pa nihče nič ne more. In smo se domenili z agencijo Tam, s katero zelo dobro sodelujemo, so odlični, res dobri, profesionalni, da bodo na svojih plakatnih mestih, ki jih pa imajo v Litiji, obesili naše plakate. Zato smo pol te transparente, torej dizajn transparentov predelali v pokončnega, ki je primeren za plakat, in jih obesili na ta mesta. Seveda tam pa ni mogla občina in tudi nihče drug nič. In te plakati so se po Litiji pojavili tudi v Ljubljani. Danes pa v Kranju. Naj samo povem, to sva posnela v torek, ne? Danes torek, ja. Tako da, skratka, plakatna akcija, recimo temu plakatna akcija, potuje naprej, se udejanja naprej. Jaz sem slišal, da Vizjaka strašno moti. Da se je tudi jaz sem to slišala, ja, da to pa je pa izbilo sodu dno,
Jaz mislim, da je že prej razmišljal o tem, da ne bi podpisal te pogodbe. Live Bobber omenil naprej. Bobra, čeprav nima nobene zveze s temi plakati, samo jeza je na isto pravno osebo, da rečem. Drugač pa Bobber teče po načrtu, kakršnega smo si zastavili. Ti plakati pa pač želijo obvestiti ljudi. Večina ljudi je bila navdušenih, nisem slišala nobene kritike, razen te, seveda, od ministra, da to je nezaslišano. Moram pa reči, da je pa šlo to tako daleč, da je celo razdelilo partnerje v tem tekočem projektu Life Natura Viva. Ta projekt je kar velik, prijavil ga je Nacionalni inštitut za biologijo. V njem sodeluje 10 partnerjev in eden od partnerjev, Krajinski park Ljubljansko barje, je reagiral tako, da je vsem napisal sporočilo, da so opazili te plakate, da se nikakor z njimi ne strinjajo, da jih je treba takoj umakniti in se v podobnih primerih posvetovati z vsemi ostalimi partnerji, ali je to. To je javni zavod, torej odvisen od države, ne? Pravzaprav državni zavod. Ja, Ministrstvo za okolje je direktno nadrejeno. Ja. Torej, sumimo lahko, jaz kot recimo laik, kot nekdo, ki ne pozna, nima tega uvida, lahko sumimo, da je prišlo tukaj do nekega direktnega pritiska, ne? Ali pa samo cenzure, tudi to je možno, da bo vse v redu proti roki, ki jih hrani, da kar z njihovimi besedami povem. To seveda je nujno vodilo k temu, da se je moral vsak partner potem izreči o tej akciji, ali mu je všeč, ali soglaša, ali mu karkoli ni všeč. Govorimo o teh plakatih, o teh ribah. Obstajajo še kakšni plakati, ki jih jaz nisem videl, ali pa, ker to poznam. 7 različnih vrst rib je spregovorilo in en plakat je tudi skupen, tak kot imaš majčko na sebi, na katerem so vse ribe, ki posamezne iz teh plakatov. In zadnja je Kečiga, ki pravi, da zanjo Save ni več nič ostalo. Jezovi so moji grobovi. To piše na zadnjem plakatu. Ja, to je tisto, kar je tako zelo razdelilo zdaj tudi projektne partnerje. Moram pa reči, da sem zelo vesela vseh in se jim kar tukaj zahvalim, vseh mnenj partnerjev, ki pa so z veseljem podprli to, in moralno seveda, in so celo izrazili veliko navdušenje nad tem, da so, in ponos nad tem, da so partnerji v tem projektu. Skratka, ker ni uspelo to, da bi te recimo diskreditirali, zastrašili, poskušajo te onemogočati, govorim te, ampak imam v mislih pravzaprav vas kot inštitut, Lutra. Potem morda preizkušajo različne stvari. Ne vem, govorim na pamet, sklepam. Torej, deli in vladaj na nek način. Potem pa recimo spred vas v projektu, ki ponovno, Life Natura Viva, ni majhen projekt. Vključuje veliko partnerjev, krajinske parke, javne zavode, pa tudi vas. Mi smo edina nevladna organizacija. Ostalo so javne inštitucije, tudi Botanični vrt, recimo, pa Kmetijsko-gozdarska zbornica, pa 5 parkov, prijavitelj pa je Nacionalni inštitut za biologijo. Ker to so potem te delitve, ki nastanejo, ki lahko potencialno ogrozijo že obstoječe projekte. Mi tu govorimo o projektih, ampak se treba zavedati, da so to projekti vezani za zaščito narave, za promocijo varstva narave. Tako da to ni ogrožen nek projekt kot neka papirologija, ampak bistveno več. To se dogaja trenutno? Ja. To se dogaja zdaj. Projekt ima začrtane cilje in s to akcijo plakatov ni prav nič narobe, je popolnoma skladna s cilji projekta,
tudi z akcijami, ki smo jih predvideli za doseganje teh ciljev, so pa marsikatere od teh zdaj zaradi te pandemije ogrožene. Mi ne moremo na tak način priti do javnosti, kot smo predvidevali, ne? Recimo pri nekih kulturnih dogodkih, pri otvoritvah razstav, v gledališču. Vse to so bili naši načrti, da se pridružimo takim dogodkom in ustvarimo na začetku nek šok z eno informacijo o izumiranju ene vrste, o odhajanju. Skratka, takih stvari zdaj ne moremo narediti, bomo pač morali se ozirati za drugačnimi akcijami, ki bodo dosegle isti cilj, seveda. Ne? In s temi plakati, to so se pa vsi strinjali, da šok je pa bil. Da je bil šok. Šok v kakšnem smislu? Govorimo vendarle o plakatih, iz katerih nas gledajo ribe, ki nam nekaj sporočajo in nič ni tako radikalnega. Taki plakati so malo redki, ne, ker pravzaprav ne gre za nobeno komercialno sporočilo. Ne. Te ribe običajno molčijo, ne, tako smo navajeni, da so ribe tiho, so tokrat pač spregovorile s plakatov in moledujejo pravzaprav za nek zadnji košček svojega življenjskega prostora. Plakati kot takšni apelirajo na naše razumevanje. Pravzaprav nas opozarjajo, da se za to začnemo brigati. Ampak ta zgodba, ne, glede delitve same v projektu med partnerji Life Natura Viva, ne, a so to globoke delitve? Mene to skrbi. Namreč, če se povezuje politika, lobiji in razne pripadajoče interesne skupine, se na drugi strani moramo povezovati tudi mi. Delitve resnično lahko škodujejo. Kako potem lahko partnerji, ki ste v nekem projektu, zavezani temu projektu, greste čez te delitve? Kaj je tisto, kar je potrebno storiti, da se naša fronta, ki je že tako šibkejša napram tej garnituri, ne zlomi? To je pomembno vprašanje. Postaviti partnerstvo v enem takem projektu ni preprosta stvar. Ne? Res. In to se dela pred oddajo projekta, seveda, ne, ko se pripravlja prijavnica, tudi vsak partner je sodeloval pri pripravi svojega dela prijavnice, svojih akcij. Ne. Ogromno dela je bilo tukaj vloženega, zato da smo šli od partnerja do partnerja, že ta ideja povezati 5 slovenskih parkov, ki so enakomerno razporejeni po državi, od Goričkega do Krasa, Notranjski park, recimo, pa Triglavski, pa Ljubljansko barje, ne, če vzamem te nasprotne pole. Zato, da pokrijemo vse te naše ekosisteme, ki jih lahko pokažemo. Ne. To ni bilo malo dela, to je bilo, saj so bili vsi veseli tega, da smo jih povabili v projekt, ampak vendar, z vsakim se je bilo treba vse zmeniti, ne, kaj in kako bo kdo delal in kako bo lahko prispeval k istim ciljem. In zdaj se to ruši zaradi ene, bom rekla, kar neumnosti. No. To je zelo obrobna stvar v primeru. Če govoriš o plakatih, potem se ne strinjam s tabo, ker to ne more biti tako. To se ruši zaradi tega, ker prihajajo zelo hudi in čedalje hujši pritiski sa strani Ministrstva za okolje in prostor. Ne. To so grožniki. Recimo, to me spominja na prej omenjeni primer, kot sva, če se spomnite, omenila najprej negativno mnenje glede hidroelektrarne Mokrice, ki je bilo podano 8. marca se strani Zavoda za ribištvo, 11 dni kasneje popravljeno v pozitivno mnenje. Rado Javornik je podpisan kot direktor tega zavoda, ne? Ampak stroka o človeku nima slabega mnenja. Pravijo, da je dober človek. Ne? Bil je očitno tako velik pritisk nanj, da je moral popustiti. Komisija strokovna se na pozitivno mnenje ni hotela potem sploh podpisati. Ne? Oni so odkorakali, on pa brškone ni mogel. Jaz razumem, da obstajajo, ne da obstajajo ljudje, ampak da ljudje se bojijo za službe, se bojijo morebiti za karijere, ki so jih gradili leta, če ne desetletja. Ne? Ampak s podpisovanjem takšnih dokumentov in z vnašanjem razdora v vrste, ki bi morale biti naše skupne, ne, obsojajo sebe za nadaljna leta,
ki so pred nami vsemi. Što je tisto, kar... A moramo mi zdaj imeti akcije plakatne še zato, da bomo na to opozarjali? Očitno bi bilo treba ljudi malo presprašati. Vsak bi se moral preizprašati pri sebi. Tako sem tudi napisala odgovor na to pravzaprav kar grožnjo Krajinskega parka Ljubljansko barje, da te plakate treba tako umakniti, ne. Ali razmišljaš dopoldne, ko si v službi, drugače kot popoldne kot posameznik? Ali lahko ločuješ ti dve mnenji, oziroma sta si celo nasprotni? Obstaja en primer, ena anekdota. Ja, dopoldne sem čebelar, popoldne sem pa lovec. Kakšen odnos imam zdaj do medveda? Ne? Ne moreš, jaz mislim, da posebno ne strokovnjaki, ne, nekdo, ki dela za tekočim trakom, morda mu niti ni treba na ta način razmišljati, ampak strokovnjaki, ki pa so za neko področje dela in imajo neko stališče o tem delu in o posledicah nekih posegov in tako naprej, pa ja ne morejo dopoldne razmišljati drugače kot popoldne, ko so v svojem prostem času in se lahko povezujejo v društvo, ampak tako daleč gre to, da so celo pritiski, da ne bi bili člani nekaterih društev, kar je svobodna pravica vsakega posameznika, da se vključuje v društva, ki so mu blizu, ki uresničujejo njegove interese. Kam smo pa prišli? Je daleč, zelo, oziroma globoko, kakor se vzame. Še je pritiskov, ki se morda ne tičejo konkretno, bodi si Lutre, bodi si tebe osebno in tako naprej, ampak so tudi drugi primeri naravovarstvenikov, naravovarstvenic in tako naprej, na različnih pozicijah v naši družbi, ne? Ki ravno tako doživljajo napade, doživljajo grožnje, doživljajo diskvalifikacije, onemogoča se njihovo delo, preprečuje udejstvovanje in tako naprej. Kaj so najbolj izraziti primeri, recimo, da še tukaj nekaj poveva, pa da greva pol za konec same debate v nekaj malo bolj konstruktivnega, ker situacija še zdaleč ni vendarle tako brezupna. Ne smemo dovoliti, da je. Ampak predtem, kakšni napadi se še recimo, poznaš primere, tudi če ne imenuješ ljudi, ne, lahko poveš, kaj doživljajo, ne? Tisti, ki so bolj izpostavljeni podobno kot recimo ti. No, predvsem grejo, napadi so čisto sistemski, ne? Spreminjanje zakonov, ki nekomu niso všeč. Ne bo se ravnal po zakonu, ki je že uveljavljen nekaj let in ki smo ga skupaj sprejeli, ne? Ampak ga bo spremenil sebi v prid. Tako minister Vizjak, vse to vemo, ne treba tukaj, spreminja zakon o ohranjanju narave, zakon o varstvu okolja, zdaj je na tapeti zakon o vodah, ne? Ampak predvsem preprečuje nevladnim organizacijam kakršnokoli udejstvovanje v teh postopkih, ne? S tem, da zahteva od njih višje reference, recimo, ne? Od društev. Društvo mora imeti 50 članov, za 2 leti nazaj, morajo sodelovati na vseh občnih zborih, ti isti ljudje, in plačati članarino, tako da je to transparentno. Zdaj se pa zahteva še poimenski seznam članov društva, kar se mi zdi pa nesprejemljivo. Politične stranke ne razkrivajo članstva svojih strank. Nikakor ne. To ni javen seznam. Društva pa bi morala dati poimenski seznam članov z njihovimi naslovi, elektronskimi naslovi, skratka z vsemi osebnimi podatki. A to sploh skladno z vsem tem, kar vsak moment naletiš na to, da ne moreš obdelovati nekih podatkov, ker so pač varovani. V redu je tako. Ampak tukaj se pa lahko to kar zlorablja do neskončnosti. To je prva oblika zastraševanja, ne? Ker ti hočejo na ta način povedati, ok, podpiši sedaj svoj naslov in tako dalje, ne? In te bomo imeli na nekem seznamu. Ne? Gre za neko obliko zastraševanja, ki mogoče pri preveč ljudeh dejansko deluje. Ne? To je ta stvar. Ne? Ja. Smo ljudje, ki bi z veseljem se dali
ki bi z veseljem dali pač te svoje podatke in bi to dojeli kot čast. So pa ljudje, ki morda tega zaradi legitimnih skrbi in tako naprej ne bi naredili. To je treba vedeti. Ne preziramo zdaj tukaj nikogar, ampak je treba se zavedati. Ampak te ljudi bi bilo treba pozvati, te ljudi, ki so v javnih službah in mislijo drugače, kot misli vrh teh javnih služb, da se povežejo in združijo. To je vendar njihovo strokovno mnenje in tudi njihova pravica, da se uprejo svojemu vodstvu, tudi ljudje na Ministrstvu za okolje koncev. Sej vsak posameznik od njih, velikih poznam, ker so pač moji kolegi, veliko od njih, večina misli drugače, kot misli njihov minister. Ja, kako je zdaj to? A politika lahko gre preko vseh meja, ali kako? Ne? In nam uniči, kaj imamo v Sloveniji? Imamo vode, res dobre vode in veliko, in imamo gozdove. Na oboje to se zdaj napada na veliko. Ne? Torej, kaj je namen? Vse izkoristiti do konca, razprodati in iti na morje, jaz rečem. Ne? Pač gremo, kamor hočemo. Mi pa bomo ostali tukaj in imeli to osiromašeno naravo. Slovenija si zasluži biti, evo, naslov smo dali naši pobarvanki, Slovenija, Evropski biotski park. Resnično, mi imamo hotspot, to točko vročo biodiverzitete glede na evropske razmere imamo v Sloveniji, je Slovenija. Zaradi naravnih razmer, ki jih imamo, geoloških, vremenskih, podnebnih in tako naprej. Ne? In to bi morali varovati na vse načine, pa magari s predlogom, da tudi Evropska komisija sprejme Slovenijo kot takšno in naj nam zato da neko koncesijo in neke privilegije. A ne? Reke po svetu, to, kar si mi poslal pred kratkim, eno elektronsko sporočilo, to poznam, evropska poslanka Marie Tisson, zdaj veliko spletnih konferenc prireja, vsaka ima več udeležencev, par sto sploh ni več noben problem, gre že v tisoče, ne, o pravicah narave. Ne. In pravzaprav je kar tipično, da katerim rekam so podelili pravico neke osebe, enako pravico, kot jo imamo ljudje, pravico do obstoja, do razvoja, svojega naravnega razvoja, do varstva, skratka pravico, kot jo ima vsak posameznik. To so tista ljudstva, ki jim včasih rečemo primitivna, ne, kar je zelo grdo in neprav. Ne. To so prvinska ljudstva, ne, razni Maori recimo, pa Aboriđini v Avstraliji, pa tako naprej. Taka ljudstva razglašajo zdaj v svoji nemoči proti temu kapitalu reke za osebnosti, ki imajo svoje pravice. To se zdaj dogaja. Ne? In nekaj teh rek, sej pravno to še ni urejeno, ampak vsekakor pa dobijo večjo veljavo v javnosti, takšne entitete naravne, ki so razglašene za nekaj posebnega. In več se o njih govori, več se o njih piše, ljudje jih začnejo spoštovati in potem počasi pride zadeva tudi do zakonsko urejenega stanja. Ne? Veš kaj, jaz mislim, absolutno, ne? Sava, ne? Ja. Pa mora, pa vse ostale, ne? Ampak je, veš kaj, po drugi strani, zdaj pa morala počasi pripeljati zadevo k koncu. Zavedam se, da sva malo dolga, ampak po drugi strani je veliko stvari zapovedati in je prav, da si oba dva tudi vzameva čas, predvsem seveda ti kot naša gostja, da neke stvari poveš. Tako kot sem rekel na začetku pri Galetu, človeka je treba tudi začutiti, da se bolje vidi, zakaj se nekdo angažiran za neko stvar. Ne? Tako da pa preidemo zdaj recimo, tako bom rekel pravzaprav, bomo šli na to dobro stvar, malo bolj konstruktivno stvar, z neke take bolj temačne moje napovedi, ampak je pa resnična, ne govorim to kot nek sarkazem, cinizem ali pa šta god. Jaz mislim, da bo naslednja pravica, ki nam jo bojo napadli, ne, bo pravica do referenduma. Omejevanje, ne,
višanje recimo števila podpisov, ki jih je treba oddati, ne, bodo to že argumentirali, ne, in tako naprej. Ker ena od stvari, ne, je pa vendarle, ki jo je treba tukaj izpostaviti, veliko sva govorila o teh temačnih zadevah, kaj vse je ogroženo, kaj vse se uničuje, kakšni ljudje to počnejo in s kakšnimi nameni. Ampak je pa res, da ko gledamo, če naredimo prerez civilno-družbenega boja napram nastajajoči avtokraciji oziroma tej politični kasti in njihovim lobijem in tako dalje. Okoljevarstveniki se mi zdi, ne, v povezanosti s širšo javnostjo oziroma naravovarstveniki so še najbolj uspešni. Ne. Nekatere stvari dejansko stojijo, ne morejo recimo kar vsega početi vse povprek. Ne. In ena od super novic, ki je prišla včeraj, ne, torej v ponedeljek, je pač ta, da je zbranih dovolj podpisov za referendum glede predlagane novele zakona o vodah. Ne. Zdaj, če slučajno kdo, ki naju gleda oziroma posluša, tega ne pozna dovolj dobro, bi prebral samo 3 stavke iz, mislim, da je portal 24ur.com, ne. In sicer, Ministrstvo za okolje je po številnih opozorilih nevladnikov iz novele zakona sicer umaknilo člen, ki bi na vodovarstvenem območju dovoljeval gradnjo objektov, ki uporabljajo nevarne snovi, ne pa tudi člena, ki omogoča gradnjo na priobalnem pasu. Tako lahko po novem na vodnem ali priobalnem zemljišču, denimo ob reki, jezeru ali morju, zraste objekt za javno uporabo, na primer hoteli, gostišča, lokali, igrišča, parkirišča in tako naprej. Ne. Mislim, da noben problem ne veva, kako bo odločil državni svet, ampak, ker lahko se že tam ustavi zadeva. Ampak jaz smatram, da ne bo noben problem dobiti 40,000 podpisov za referendum dejansko. In jaz mislim, da je to referendum, ki, če ga ustavno sodišče zavrže, potem vemo, da imamo res avtokracijo. Ker tu ustavno spornega ni nič pri tem referendumu. Absolutno. Vem, da sem laik, sem zavedan tega, ampak logično gledano, glede na to, da imamo vodo zapisano v ustavi in tako naprej. Ne? Z vodo ravnamo kvečemu premalo pozorno in premalo. Te novele zakona so v čist napačno smer, ne? Čeprav minister trdi, da zdaj bo še bolj zavarovalo, ne vem, po kateri logiki, ampak ravno v zvezi z bobrom, jutri je mednarodni dan bobra. Ne? Torej, bil je v sredo. Pač ja, bil je v sredo. Ja. 7. Ne, mi imamo spletno konferenco na to temo, ker je pač to zdaj živalski, da se ukvarjamo. Ampak ljudje se pritožujejo recimo nad škodo, moram da to narekovaje takoj, vplivi mi rečemo, bobra, ne, da pač požaga določena drevesa ob vodi in tako naprej. Ja, ker je to njegova čist naravno delovanje in pač prehranjevanje, ne, povezano s tem. Ampak, če bi mi ohranjali zelene vodne pasove, tako kot je zapisano v zakonih in v vodni direktivi, ne, 15 metrov na vsako stran, ne bi imeli nobenega problema z bobrom. Zato, ker bobr se ne oddalji več kot kakšnih 20 metrov od vode. Ne? In te zeleni pasovi, to je tisto, kar bi morali res ohranjati tam, kjer so, in tam, kjer jih ni, bi jih morali pustiti, da zrastejo, ali pa jih celo zasaditi. To je tisto, kar ohranja to našo vodo. Ne? To so filtri, preko katerih gre voda, padavinska voda iz polj, kjer se še vedno gnoji na veliko, kjer se še vedno uporablja pesticide, tudi prepovedane in tako naprej. In to so te naravni filtri, ki preprečujejo, da bi vse to prišlo v vodo. Nekaj pride, ampak bistveno manj. Ne? In zdaj, namesto da bi te zelene pasove ohranili ali gradili, bomo tam pustili gradnjo objektov, ki so še morda nevarni. Ne? In vsaka gradnja prinese nek negativen vpliv na tisto vodo, če je še tako pazljiva. Ne? Vsaka. Tako da
Jaz mislim, da bi morali zelo čuvati ta naravna bogatstva, pa to ni floskula, ki jih Slovenija resnično ima. In ne pustiti nobenim ministrom in nobenim politikom, da šarijo po naši naravi. Pol bom pa jaz zdaj na tej točki sklenil svoje sklepne misli, pol bi pa tebi prepustil še zadnje besede, ker napeljava je čudovita in bi kar jaz nadaljeval tvojo misel, oziroma konkretiziral bi v nek predlog, pol bi pa seveda zadnje besede bi pa resnično prepustil tebi, želel bi si, če lahko pomagam, nekaj v tej smeri, kaj naj se od nas pričakuje, ne? Kaj lahko naredimo, kako se je najlažje organizirati, lahko tudi na primeru, zato sem prej vprašal za Litijo, ker je to eden od primerov, ne? Na podlagi katerega se lahko tudi druge lokalne skupnosti začnejo organizirati, povezovati in tako naprej, ne? Jaz bi rekel sam to, ne, da dve stvari čist za konc, in sicer dal bi vam domača naslova od Janeza Janše in pa od Andreja Vizjaka. Pa preden razložim zadevo, kaj bi rad, podam neko skromno priporočilo, najprej povem naslova. Janez Janša, Silova 13, torej Silova 13, Velenje. Ne vem poštne številke. Andrej Vizjak je pa, pazi, ulica Stare Pravde 28, Brežice. Tak isto ne vem poštne številke. Zdaj tako, poanta je sledeča. Jaz mislim, da če podpisujemo za referendume in če se podpisujejo peticije, jaz smatram, da bi bilo dobro, kdor to si želi, kogar je recimo najin pogovor, pa tudi siceršnje stanje v naši družbi in tako naprej, glede teh povezanih stvari, mal prizadelo, kogar skrbi, kdor je ogorčen na celotno zadevo. Jaz mislim, da lahko pišete enemu ali drugemu ali pač obema in na spoštljiv in civiliziran in kulturen način pač enostavno izrazite svojo zaskrbljenost oziroma ogorčenje in tako naprej. Ampak ponavljam, naj bo to na spoštljiv način narejeno, na nek dostojen način. Jaz sem bil, da ne bi slučajno se spustili na nivo, kot so tisti, ki pošiljajo levo usmerjenim intelektualcem ali pa novinarjem pisma z belim prahom. Jaz sem bil pri Svetlani Slapšak in sta mi Svetlana in Božidar govorila, kako zgleda, ko dobiš tako pismo. Seveda gre za brezskrben prah, ampak potem si v dejanski karanteni, pridejo ti ljudje v skafandrih in ni prijetno. In jaz bi si želel, da pač tega ne počnemo, da nismo takšni kot ti resnično ekstremisti, ki pač se poslužujejo teh metod ustrahovanja, ker to je to. Jaz mislim, da glede na informacije, ki jih imamo, glede na stvari, ki smo jih tudi danes vedeli, da upravičeno lahko pišemo obema človekoma, vem, da nič ne pomeni, če tudi jaz tega ne naredim in bom, in izrazimo pač neko zaskrbljenost nad celotnim razvojem dogajanja in jo pozovemo k neki zdravi pameti. Namreč, s tem pokažemo eno stvar, ona dva živita v istem okolju kot mi. Tukaj ne gre zdaj, da sta ona dva ne vem kje. In če si že delimo isto okolje, potem gremo si deliti neko isto odgovornost. Tako da resnično pozivam vse, da jim pišete, da ta dva naslova pravzaprav tudi posredujete naprej ljudem, da pride do čim več ljudi, da ljudje to pišejo. Če je morda to tukaj pri nas nekoliko hudomušno, ali če kdo misli, da gre zdaj za to, vidi Valenčič je zdaj dal njon domač naslov, v Ameriki oziroma v Združenih državah Amerike obstaja tradicija od začetka te države, da ljudje pišejo svojim kongresnikom, pišejo svojim senatorjem, pišejo guvernerjem in tako naprej. To ni nič nenavadnega v svetu, ne. Druga stvar, kateri bi pa pozval, je pa to je nekako to, kar mi je dala kot istočnico Marjana Hnigsfeld. Pravilno. Eto. Adamič.
In sicer nujno je potrebno povezovanje. Jaz sem bral zdaj knjigo, čakajte, to moramo ga najdeti, z naslovom How Democracies Die, torej prevedeno v slovenščino, kako demokracije umirajo. In sicer knjigo sta napisala dva ameriška sociološka oziroma politološka politična analitika z Harvardske univerze, to sta Steven Levitsky in Daniel Ziblatt. V tej knjigi How Democracies Die opisujeta, kako so nastale autokracije na Poljskem, Madžarskem, Venezuela, Čile in tako naprej, in opisujeta tudi Trumpovo Ameriko zelo natančno. Kot vemo, je Trump pohabil ogromno nekih instrumentov, ki naj bi nadzorovali izvršno oblast, naj ne bi dovoljevali zlorabe te oblasti in tako naprej. Ne. Oba dva omenjena, torej Levitsky in Ziblatt, pravzaprav opozarjata, da to, kar je dolgoročno bolj nevarno za ameriško demokracijo, ni bil ta napad na te druge veje oblasti ali napad na medije, ampak opozarjata, da je pravzaprav največja grožnja obstoju ameriške demokracije polarizacija v družbi. In dajeta veliko poudarka na to, da morajo liberalci začeti razumeti konzervativce in obratno na primerih, na tematikah, kjer lahko najdemo skupni jezik in potem, če razširimo iz Amerike tudi na nas, in od tu naprej gradimo neka smiselna zavezništva ali vsaj razumevanja medsebojna z nadaljnji jutri. Okolje oziroma skrb za naravo sta dve taki temi, ki bi lahko tudi v Sloveniji pomagali združiti ljudi, ker se ne gre tukaj za ideologijo, ne gre se za leto 45 in ne gre se za leto 91, ampak se gre za to, kaj bo tukaj čez 10 let, kaj bo tukaj čez 20, 25, 50 ali 100 let. Gre za ne tiste, ki so dali življenja za to domovino na takšen ali drugačen način, ampak gre za to, kakšno domovino, če že naj govorimo o domovini, bomo mi pustili zanamcem. Slaba bo ta domovina, če bo narava uničena in pohabljena za voljo interesov in pohlepa parih ljudi. To je to. Z moje strani. To si povedal vse. Ne, ti moraš kaj še dodati. Se ti zdi? Ne vem. Mislim, da je čas, da nehamo govoriti o naravovarstvenikih in okoljevarstvenikih in vseh mogočih varuhih narave. Vsi moramo biti to. Vsi državljani moramo biti aktivni in moramo izraziti svoje mnenje in ga povedati, če ne javno, pa tako, da se združujemo v neke društva, civilne iniciative, ampak ne z nekim negativnim prizvokom. Ne. Dajmo se zavedati, kaj bomo izgubili, če bo kapital zavladal do konca tej družbi. In pri naravi verjemite, da če jo ne bomo mi obranili, jo ne bo nihče, tudi Evropska skupnost ne. Joj, a lahko sam še za te majice poveva, da se jih da kupiti? Lahko. Prosim, ampak moraš ti, ne morem jaz. Moraš ti. Skratka, majica, ki jo nosimo. Ne? Ja, z geslom pustite še nam malo Save, ker moledujejo ribe za svoj košček reke. Te majice smo naredili zato, da jih bomo nekaterim zaslužnim podarili, ne? Hvala. Nekaterim pa tudi prodali in z izkupičkom nadaljevali naš boj za to reko. Da se jih pa kupiti na spletni strani naše organizacije lutra.si, je tudi trgovinica in tam lahko to po spletu opravite. To se mi ne zdi sploh kot marketing, a veš, mislim, to je neka dobra stvar, pa Vizjak bo še malo bolj norev. Verjetno. A veš, to je to. Marjana, res ti hvala. Ogromno časa si danes vzela za pogovor z nami. Minil je kot
bi trenil. Že zjutraj, ko smo se slišali, je bilo 46 minut. Ne? Ampak ok, bova o tem kasneje. Hvala vam, ki ste naju gledali, poslušali in tako naprej. Jaz nimam pojma, kdo bo naslednji gost ali gostja, ampak obljubim, ponovno se vidimo v mesecu maju, zdaj aprilu. Da, v mesecu maju. Do takrat bodite kar se da dobro, bodite angažirani, bodite aktivni. Hvala vam in hvala tebi, Marjana. Hvala tudi tebi za povabilo v to oddajo.